oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Sem Maja Kevc, vi pa poslušate Radioaktivno. Jutro žari, rdeče od vseh včerajšnjih misli. In mesto še spi, ti spet zaklenješ moje sedlani. Sladek je tvoj med, le telo, kar vleče me v tvojih očeh. Vprašaš me, če grem, vodil bi me tja, kamor še nisem šla. Počasi, kjer si me želiš. Je v srcu nemir, vnameš ga znova preden obnemim. Sladek je tvoj med, le telo, kar vleče me v tvojih očeh. Vprašaš me, če grem, vodil bi me tja, kamor še nisem šla. Vprašaš me, če grem, vodil bi me tja, kamor še nisem šla. Sladek je tvoj med, ni le telo, kar vleče me v tvojih oči. Maja Kevc je bila to skladbo Vse, kar se ne sme z albuma Sončnice. Nekaj glasbenih vam Boštjan posadim v nadaljevanju oddaje. Radioaktivno. Zavrtim vam nekaj sveže glasbe. Danes sem zmagovalec. Čisto sam, spomni se na bilo nežno. Ne osenim, če furi, so puni. Če da huči Sun Park, Kevin Koradin in Contradiction. Ogen zagori, kot vas sta si razpruti. Nori namajo. Zato smo samo stati. Kmalu v Idru. Mrigo, ki je med poslušalci skladbo Blues za Stantetovo. Blues za Stantetovo je pa eden najbolj osebnih mojih komadov, definitivno, ki je nastal kot posledica oziroma je inspiriran z enim dogodkom, ki je povezan s prijateljem, ki je trenutno v hišnem priporu, ampak na poti v zapor. Zdaj več pa v komadu, pa to je tudi hkrati ena oda oziroma poklon
ulici Stantetova, kjer sem živel do pred pol leta nazaj. Tako da je to v bistvu nek poslovilni komad. Pozdravljam se od svoje Stantetove, kjer sem živel celo življenje. Jo, jaz sem Rik Spis, vi poslušate radioaktivno oddajo in naj bo hip-hop aktivno. Včasih zaspim s kešom v žepi, pa sanjam, kako se utapljam. Zlato držim, ker zaslužim, ja, v bistvu preživim, če spustim ga. Jaz sem mislil, da smo mi v redu, take misli bežijo, hvala Dio. Skrbimo za otroke, da jim naredimo nice, a on je zdaj šel neboga 5 do 15. Ko so uleteli, so otroci spali, sred noči udarli, kot da ugrabitelj. A on udovec, samohranilec, roditelj, plača za kredite, sam cash rešitelj. Vsakodnevno ni počitka, sam na hitel, telefon na tiho, sam domofon zbuditelj. Tu smo, pomagamo si, kokr ve, pomagaj si sam, pomagal ti bo, zaveš tisti, ki nas je ustvaril, nas bo tudi uzrel. In če odpušča, bo itak razumel, kako razumeš ti, zakaj sem se zadev. Pa še stari sosed uletel, alo, spostetiš noriš lega, kap te bo. Ker sem mislil, da smo mi v redu, pa to čuvam otroke, sam se mi odrasli očejo. Rad bi jim pomagal, sam se sami nočejo. Vem, da se sfukam vsega absurda, life je kar bič, ne sam kurva, zato velikim tekal drugač. Kadro pomaga, več jih od pohlepa in alko propade. A ni človek bog, če je sam svoj gazda, kak je folk bog, če je pol taka gama. A strah in trepet je mati narava, si mislil, da smo z njo v redu, hiram podava. Spet nebo sonce na nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, tak greje. Spet nebo sonca na nebo, tak greje mi Stantetovo. Spet nebo sonca. Jaz sem mislil, da smo mi v redu, vse dokler se lepi friend ni usedel. Za njim polarni pa ko do best friend je narkoman, ti spoh nisi vedel. Ko priješ domov z več keša, ko si ven šel, dober mož, da dobiš pes od žene, na mest rož dobil lidga tebe, ker alko spere fleke od gilta. Ne, predraga moja ulica ni prihodnost, sam hvala, ker si vedno dala priložnost. Nabiraj si filaj police, ko je možnost, jaz nabral neki in uložil v police. Sam tu te drsijo, če niso pokrite, pošten life je 100krat hujši od prasice. Ni ga poštenga, razen brez hrbtenice. Sem mislil, da sem jaz v redu, a nisem. Vsi pametni za pojme neznane in odavč glasni, ko pa pride do situacij, menjajo barve in obraze ko poslanci. Še hujš nazadnjaki živijo pod kamni. Ni lahko, sam ne moramo se primerjati, s hetom nismo sam, ne nasmerja. Ker lahko tegneš kratko bombo v faco, ne bit pameten, ko pameten ni noben. Lahko postaneš moder ko kepi, sam na vzven. Vedno več je folka, sam raje zmanjkuje. To je mislil, da smo v redu, te nasprotuje. Sam če si v redu, te to ne obremenjuje. Spet nebo sonce na nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, tak greje. Spet nebo sonca na nebo, tak greje mi Stantetovo. Spet nebo sonce na nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, spet nebo, tak greje. Spet nebo sonca na nebo, tak greje mi Stantetovo. Spet nebo sonca, spet nebo. Tukaj je Jure Lesar, slušate oddajo Radioaktivno. Bil sem tam in zdaj sem daleč od skrbi. Danes bom ujel vsak žarek, od jutra do noči. Danes sem
Bil sem sam in to sem rabil, da sebe ne zgubim. Danes bom ujel vsak žarek, od jutra do noči. Danes sem zmagovalec, zmagovalec. In če jutri ne bo, bo tvoje modro nebo. In če jutri ne bo, bo tvoje modro nebo. Jure Lesar predstavlja sveži singl Zmagovalec prihajajočega 3. studijskega albuma, ki bo izšel letos jeseni. V nadaljevanju. Če da huči prižgejo ogenj. Ogenj zagori, kot dva sta si nasproti. Razname se, ko gresta v isto smer. Glasbeni gost. Če da huči, Blaž pa z mano zdrava. Hej, lepo zdrav, Boštjan. Kot slišim, greš naprej in ne nazaj. Ja, to verjetno misliš na tale komad Medved, ki smo ga januarja. Ja, očitno Medved taca naprej. Medved taca naprej, definitivno. Sicer mogoče je taca prav res prava beseda, ker ne gremo tako hiter, ampak evo, novi komadi se rojevajo in zdaj smo dali ven Ogenj zagori, kot dva sta si nasproti. Blaž, opažam, da v zadnjem času skladbe naslavljate po zelo dolgih naslovih. A veš, da ne namenoma smo se sploh pogovarjali, če bi kaj skrajšali, ampak se mi zdi, da v tem primeru je prav, da kršimo to, da bi mogel biti naslov čim krajši, pa čim bolj tako udaren, zaradi tega, ker pač Ogenj zagori, kot dva sta si nasproti je ono minimalno, kar lahko povemo, da je fair do tega komada. Ne, nazadnje je to že cel vers iz skladbe. Ja, res je. Tokrat ste v skladbi malo bolj umirjene. Ja, jaz je sicer ne doživljam tako sploh zaradi tega, ker jo na koncertih že dolgo časa igramo, pa se ponavadi tukaj tako zelo razživel koncert. Ampak možno pa, da na posnetku tako deluje bolj umirjeno, ja. Glede na besedilo pa sklepam, da gre za ljubezensko pesem. Besedilo je pa nastalo, oziroma ta pesem je nastala tako, da so me 2016 prijateljica povabila na eno poroko, oziroma na njeno poroko in je rekla, naj odigra meni, če da huči komad, naj si sam izberem kjerga. Takrat smo imeli pa mi same take komade o razhodih, o odhodih, o temu, kako ni lepo in sem ugotovil, da nimam čist nič od če da huči materijala, ki bi ima rad zapel na poroki. Me je pa v bistvu povabila eno leto naprej, tako da sem imel čas vmes napisati nov komad in tako, ko sem si predstavljal, kaj bi ima zapel na ta dan, ker si reče, da bo ta skupaj, iz tega se je potem rodil Ogenj zagori, kot dva si nasproti. In potem sta se poročila pred kresom, oziroma ob kresu. Ja, točno to. Tako je videti tudi v sliki oziroma animaciji za to skladbo. Ja, res je. Na YouTubeu imamo animacijo, eno tako kratko, ki je neka druščina ob ognju in se nam je zdaj tako primerna za atmosfero komada. Drugače, kot opažam, ste tudi kar nekaj na odrih. Ja, v bistvu imeli smo take malo večje koncerte, tudi ekipa je bila zelo kar velika. Čeprav zdaj smo si pa to jesen v bistvu vzeli tako, da ne bomo igrali v živo, bomo pa probali narediti čisto nove pesmi, pa tudi več posnetkov imamo v planu. Tako upamo, da nam uspe tudi vinilko izdati, ki bi bila iz koncerta v Kino Šiška, ki smo ga imeli lani. Tako da nas v bistvu okrog posnetkov čaka toliko dela, da smo kar glede koncertov malo se ustavili. Tu piše tudi, da za jesen napovedujete izdajo novega EP-ja. Ja, Ogenj zagori, kot dva si nasproti je predzadnji komad, ki bo na tem EP-ju. Zdaj imamo še enega za dokončati. Ta komad bo verjetno naslov Gledam te, mogoče bo malo manj radijski, to je ena taka bolj baladna pesem, ampak ko tega dokončamo, bomo potem tudi vse skupaj, tako enih 5 pesmi bo na tem kratkem albumu oziroma EP-ju
in imamo nov material za poslušalce. Bo pa sedaj ta aktualna zašla tudi v naš radijski eter, zato Blaž, preženi nemir iz sveta. Ja, super, hvala vam na Radio Prlek, pozdravljamo poslušalce in poslušalke. Hvala te, Boštjan, ki si, ker nas vedno tako lepo spremeš. Vse lepo pozdravljamo. Ogen zagori, kot dva sta si nasproti. Razname se, ko gresta v isto smer. Vsak po svoje, a z roko v roki. Iz sveta prežene ta nemir. Smo skupina Čidahuči in poslušate oddajo Radioaktivno. Si zaljubljen, vse utripa in v tebi vse spotika se. Takrat vse poti so prave in tvoj glas se sliši udaljave. Če se med vama znajde kakšen zid, spomni se, poruši ga lep dotik. Če se med vama znajde kakšen zid, spomni se, poruši ga lep dotik. Ogen zagori, kot dva sta si nasproti. Razname se, ko gresta v isto smer. Vsak po svoje, a z roko v roki. Iz sveta prežene ta nemir. Zagledaš, vse utihne, v daljavi le zvok violin. Ustavi čas, takrat vse poti so prave in tvoj glas se sliši udaljave. Če se med vama znajde kakšen zid, spomni se, poruši ga lep dotik. Ogen zagori, kot dva sta si nasproti. Razname se, ko gresta v isto smer. Vsak po svoje, a z roko v roki. Iz sveta prežene ta nemir. Ker ogen zagori, kot dva sta si nasproti. Razname se, ko gresta v isto smer. Vsak po svoje, a z roko v roki. Iz sveta prežene ta nemir. Tam, da sama si
Na poti krenil klubski maraton 2024, ki vsako leto išče, izkopava in ponuja najnovejšo domačo glasbeno produkcijo. Del letošnjega klubskega maratona bodo tudi konjiški folklorni ritualisti Vražje verje. Slišali ste iz skladbo Sam. Ne preslišite še. Mlade zasedbe Sun Park, ki je nora na Majo. Glasbeni gost. Skupina Sun Park, Jakob na drugi strani, zdravo. Zdravo, zdravo. Mlada, nova skupina na slovenskem glasbenem prizorišču. Ja, zdaj smo glih, se skušamo pribiti na sceno. Drugače igramo pa že kar 10 let skupaj, tako da smo že utečeni. Tako da kondicije odrske in glasbene imate, čas pa je to, da se tudi avtorsko ustvarja. Ja, imamo kar nekaj svojega avtorskega repertoarja. Zdaj na sceno prihajamo s tem prvim singlom Nori na Majo, ki je tudi na YouTubeu z videospotom. Pripravljeno imamo pa še 2 singla in pa potem album v naslednjem letu. Mogoče, Jakob, še predstaviš, kdo je kdo v zasedbi? Ja, na bas-kitari je Jakob Miglič, na bobnih Jernej Ašenberger, potem je kitarist Martin Mutec, pevka Naja Podbrežnik in pa jaz sem pevc Jakob Ašenberger. Prej si omenil prvo skladbo Nori na Majo, s katero pa nas vračate tja v 50-60 leta prejšnjega stoletja. Tako je, ja. Mislimo, da manjka na slovenski sceni malo tega živega rock'n'rolla. Hočemo obuditi spet ta rock'n'roll, ta pravi, pa zbuditi narod. Torej, taki bolj old school. Old school, ja, retro. Vi še hodite v šolo? Ja, zdaj študiramo. Zdaj smo glih v teh letih. Kot si omenil, prva je Nori na Majo. Je Maja konkretna? Ja, Maja je konkretna. Je kar konkretna Maja. Prava oseba. Prava oseba. Jo je videti tudi v videospotu? Ne, v videospotu smo jo pa mogli zakrinkati, smo dali igralko za Maja, tako da v videospotu pa ni prave Maje. Ste pa video zapakirali tudi v tisto obdobje, kamor seže vaša glasba? Ja, tudi video se mi zdi, da oddaja tako energijo 50-ih, tako da se mi zdi, da smo kar zadeli ta rock'n'roll vibe. Boste šli v podobnih ritmih tudi naprej? Ne, mislim, imamo sicer še nekaj rock'n'rollov, drugače pa imamo kar širok repertoar žanr različnih, od bluza do rock balad, od čistega hard rocka, tako da mislim, da bomo kar ostali odprti za vse, se ne bomo preveč usmerili. Bova pa sedaj vašo ta prvo spustila tudi v radijski eter, zato Jakob, ste nori na Majo? Smo nori na Majo, še kar. Tistega septembra ljubezen smo odkrili, ko so šolko novo v razred smo dobili, novo punco v naši ulici. Lepo Majo s črnimi očmi, nikomur ni bilo jasno, kaj se nam dogaja. Vedeli smo le, da ime je Maja, nova punca v naši ulici. Maja s črnimi očmi, nori na Majo, nori na Majo, vsi bili smo nori na Majo, nori na Majo, vsi smo trepetali, koga bo izbrala. Maja pa se je le skrivnostno nasmejala, nova punca v naši ulici. Lepa Maja s črnimi očmi, vsa se naša klapa na ulici je zbrala, ko Maja svojega cucka na sprehod je peljala, svojega cucka s črnimi očmi. Lepa Maja s črnimi očmi, nori na Majo, nori na Majo, vsi bili
poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Poslušamo radio Aktivno. Radio Aktivno. Poslušamo radio Aktivno. Radio Aktivno. Sred najlepših sanj se zbudim, erekcija je odšla, pomislim na zobe, kako smrdim, le spomin včerajšnji živim. Le kava prebudi me, le mašina, ki vozi me. In zdaj grem spet na šiht in bom tam in bom tih, požiral bom slab tretma, mislil na jutva, kako se jebem, potem še misel na seks ne pomaga več, erekcija je odšla, pomislim na vse, kako živim, le spomin včerajšnji živim. In zdaj grem na izlet, kjer bom čul svoj šepet, najel bom apartma, mislil na jutva, kako se ljubiva. In zdaj grem na izlet, kjer bom čul svoj šepet, najel nama bom apartma in mislil na jutva, kako se ljubiva. Petčlanska rock skupina Up and Downs ponosno predstavlja nov singel in video naslovljen Jutranja. To je pesem, ki združuje energičen rock zvok ter iskreno in na momente nekoliko humorno sporočilo. Nekaj sveže glasbe. Slišite v nadaljevanju. In mesečina na vsem čefuri so budi. Nisem Lenka Fuchs, jaz sem poslušal cel life. Petar iz skupine Contradiction, Malo z nami. Kevin Koradin, Glasbeni gost. Kevin Koradin
Zdravo. Zdravo, Boštjan, lepo zdrav tebi in vsem v Prlekijo. Kar nekaj premora si vzel med dvema avtorskima skladbama. Nisem niti štel več mesecev, zato ker sem nekako bil tako zaposlen z produkcijo glasbe in sodelovanjem z drugimi izvajalci, da je čas hitro tekel mimo. Je pa res, da sem začutil, da je že malo predolgo, odkar sem izdal moj zadnji slovenski solistični komad. Po I'm Gonna, ki je bila v angleščini, nadaljuješ rockersko, tokrat ponovno v slovenščini. Ja, veš kako, I'm Gonna je bila še skladba, ki je bila narejena v času še skupine Tide in sem jo samo nekako dokončal in malo moderniziral in izdal. In nisem želel popravljati besedila, takšno, kakšno je bilo napisano takrat, ker ne maram prevajati. In je bilo original napisano v angleščini, sem ga pustil tako. Zdaj Fame je pa čisto nova zadeva, ki sem jo naredil julija in sem tudi na novo napisal besedilo in jasno, da zdaj nekako bolj preferiram slovenščino, če že štartam projekt iz nule. Omenil si naslov skladbe Fame, ampak med črkami so pikice. Kaj potem pomeni celoten naslov? Nič posebnega, to smo naredili, to je bolj tako en predlog, sem dobil od enega kolega, bolj za eno tako estetsko, kot ena estetska fora. Jaz sem napisal samo Fame, pa je rekel, kaj pa če bi dal še pikice vmes, zgleda bolj tako, in sem rekel, ja, okej, res je. Se mi je zdelo, da je malo lepše zgledalo, da še bolj poudari ta pomen Fame, ne, kar bi bilo v smislu piši, kao govoriš, bi pomenilo slava, ne. Namreč to je pesem o slavi, popularnosti. Ja, malo je cinična, sarkastična, kakor pač človek to vzame, moj pogled na popularnost in kaj to sploh pomeni v družbi in malo se norčujem v bistvu tako iz tega na nek način, kaj smo v bistvu mi generirali iz teh ljudi, ki so popularni, da smo da včasih naredimo iz tega, kot da to ni navaden človek, kot da je to nek super človek, ne, v bistvu ni tako, ne, to so ravno tako navadni smrtniki kot mi vsi in danes če dalje več beremo, kakšne težave imajo psihične in ono in tretje in nekako sem rekel, včasih je bolj biti anonimen, kot biti popularen. Popularnost sploh ni toliko lepa, kot si ljudje predstavljajo, ne. Razen če razmišljamo o finančni plati hollywoodskih zvezdnikov, tisto je pač ena stvar, ena plat, ne, ampak če pa pogledamo vse ostale plati slave, pa to sploh ni nekaj, kar bi ljudje po mojem morali iskati ali zavidati, ne. Ker vse ostale plati so čisto negativne, ne. Ker so nenaravne in človeka enostavno potisnejo v neke psihoze, ker se mora sam nase fokusirati in to ni pretirano, ne, sam nase fokusirati in to ni nikoli okej, ne. Zato sem pač v tej skladbi se dotaknil malo te tematike. Mogoče je potem tudi to pesem proti vsem tem vplivnežem, ki želijo biti slavni? V bistvu jaz se sprašujem, kaj si to, kot to želiš. Jaz razumem, če to finančno zadje in da pač človek včasih ne najde mogoče drugega načina, kako preživeti in včasih kot vzamemo za primer duo Mili Vanili, ne, ko si se obsojali, da so peli na playback sam. To sta bila dva igralca, ki sta pač životarila na cesti in sta dobila priložnost nekaj zaslužiti in sta to pograbila. Nista povedala, kaj bo to prineslo za sabo, ne. In nažalost se je vse zelo klavrno končalo za njiju, ne, eden je celo umrl. In to so taki primeri, ja, v bistvu. Zdaj, če to človek res uživa, ker reče, imam dobro službo, delam to, sem vplivnež in lahko od tega živim in mi ne rabi hoditi v službo vsak dan, glej, respekt, pač to rad počneš, ti je uspelo, vse okej, ne obsojam tega, če si nekdo to izbere za poklic, ampak da to izredno nekdo počne samo zato, da bi bil prepoznan na cesti ali v lokalu ali pa kjerkoli in da bi bil pač slaven, ne, to je pa nekaj, kar po mojem že nakazuje, da pač ta človek verjetno rabi tudi mogoče takšno drugačno pomoč v življenju, ne, ker sama slava, kot to, da si slaven, samo da si slaven, nima nobenega pomena. V bistvu to ne razumem, tega nisem nikoli dobro razumel in kot sem rekel, te tematike sem se tudi dotaknil v sami pesmi. Razumem pa, če nekdo pač se mu ponudi taka priložnost, da od tega živim, mu je to služba, to pa pač ne obsojam, ne, in je potem slava sekundarnega pomena, ker je pač v prvem planu služba tega človeka, to, ki mu omogoča preživetje, ne. Če pa govorimo o ljudeh, ki bi zgolj želeli biti slavni in celo plačujejo za to, da so slavni, to pa je nekaj, kar težje razumem. Če iz tega potegnem zaključek, ti nisi slaven? Ne, niti si ne želim biti. Nisem, niti si ne želim biti. Največji stik slavo, ki sem ga imel, je bilo v enem obdobju skupino Tide, ki smo res
dosti mogoče bili v medijsko izpostavljeni in sploh z videospoti in na televiziji in se mi je dogajalo, da so mi ljudje prepoznali. In na začetku se mi je celo zdelo to simpatično, potem s časom pa ne več, ne, in sem veliko bolj sproščen in bolj se počutim zdaj, ker tega več ni. Ne. Bova pa sedaj v eter poslala še to, kar si povedal v glasbeni obliki, namreč tudi skladbo. Zato, Kevin, ostajamo statisti. Ostajamo statisti vseh tistih, ki držijo vajeti niti v rokah. In če se tega zavedamo, mogoče lahko vsaj malo spremenimo na boljše stvari na tem svetu. Ne. Zavedanje je pa seveda prvi korak, ne, da ostajamo ali smo že od vsega začetka samo statisti. Zdravo, jaz sem Kevin Koradin in vi poslušate oddajo Radio Aktivno. Ta črna jama je bez dna. Nikoli ne prispem do tja. Ne prepoznam več tvojih vrat. Zato smo samo statisti. Največji egoisti. Bereš naše skrite misli. Nikoli več ne bomo isti. Tako lepo me gledaš, govoriš mi skrivaj. Vse na dosegu, samo dušo prodaj. Nikoli ti ni dovolj. Živijo, mi smo buržoazija in poslušate Radio Aktivno. Bela vrata odpiraš mi v svet, te poteze so za filmski set, obrazi me lovijo zadet. Kam vodijo, sploh
bolečina, med nama globina, ostaja ta spomina. Ko luči ti razsvetlijo obraz, rahlo klik in že pozabiš na čas. Hočem videti le še pravi izraz. Kam vodijo, sploh ne vem, in ko mi plačaš, da te poznam, razširijo sanje se v plan. Tvoje besede so le zaman. In mesečina, zame bolečina, med nama globina, ostaja ta spomina. In mesečina, zame bolečina, med nama globina, ostaja ta spomina. La princesse Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris. Aujourd'hui, dans la nuit du 30 au 31 août. Lahko pogledaš, zavedaš, na svetu isto je. Na flash obrneš, zavrneš, še ne predajaš se. Lahko prerivaš, odrivaš, še zmeraj isto je. Maska pade, tvoj Pariz ustavi se. In mesečina, zame bolečina, med nama globina, ostaja ta spomina. Buržoazija predstavlja nov singel Pariz, glasbeni utrinek, ki razkriva kontraste med bliščem in bedo slave. V nadaljevanju ne prislušite. Sladke male skupine Contradiction. Glasbeni gost. Contradiction, Petar z mano, zdravo. Živijo, Boštjan. Vam je kolega že vrnil vesolje ali še ne? V bistvu smo si ga kar novo naredili, tako da ni bilo potrebe po vračilu. Nadaljujete pa z ustvarjanjem v slovenščini. Epilog bi ne se skupaj dobilo pomladi 2025 z albumom. Tako je, nekje marca predvidevamo, da bo album zunaj. Ampak do takrat bo verjetno treba ustvariti še nekaj materijala. Ja, računamo, da bomo še 3 single izdali do takrat, oziroma skupaj za Sladko malo 4. Kot si že omenil, ta aktualna pa je Sladka mala. Je, tako ja. Je to skladba o ženski? Je nekako o ženski, o njeni intoksikaciji, o neki gugalnici toksičnih odnosov in tako naprej, ja. Torej tudi o nekem razmerju. Tudi, ja. Pesmi ste dodali tudi video podobo? Za pesem smo naredili videospot, smo sodelovali z Janom Porebrom. Videospot je tako bolj minimalističen, ampak tako različna čustva se v gori izkazujejo, tako da je ful dobro naredil, ja. Takoj mi je upadla v oči lutka. Ja, to masko smo nekje najdli in je tudi nam padla v oči takrat in smo jo pol takoj kupili, ne vem, nekje, tako bi rekel, neki tržnici dejansko. Ampak je ful dobro izpadla, ja, tako da v bistvu ponazarja to toksičnost, recimo neke vrste ženske toksičnosti na drugi strani. Dobro, da ni voodoo lutka. Res je, to je bilo še huje pol, ja. To je že to je naslednji nivo pol, ja. Naslednja stopnja, mogoče za naslednjo skladbo. Mogoče, ja. Bo pa sedaj ta v našem radijskem etru, zato Petar, pošli nam Sladko malo. Živijo Radio Prlek, upam, da boste uživali v poslušanju naše Sladke male. Sladka mala, prosim te, ustavi nama čas. V tebi, v meni, vem, govorim, le brzdaj, vse zdaj, spet zaspim in ti ob meni preženeš se zmaje, mi daješ to, kar je. Ti ob meni preženeš se zmaje, mi vzameš vse, kar je. Ob nama trenutek, ki šteje za naju le eno. A ne vem, če vidiva oba bistvo biti
Živijo, jaz sem Zlatko in vi poslušate Radio Aktivno. Ampak če se mene vpraša, jaz bi to vse ukinil. Vi kradete! Vi na iči! Hej, kdo ostaja moj zaklad? Kdo ostaja moj brat? Samo lagano počas ubijam kralje, ki sem jaz. Najgori, 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 na vse gori. Čefuri, sobuni, čefuri, sobuni. Nasmehi na obrazu, ko zadel pilota. Nasmej se svet je lep, zavedno moje moto. Zdaj smo v ospredju, nismo več pred blokom. Biseri asfalta, dom, kad cepam troko. Ne dajemo na puf, kodeksi so jasni, ljubice so z nami, hejteri so glasni, neprodane duše, sami momci strastni. Delamo hitro, muce deremo počas. Ne se dole sliš, še gorim, hvaležen sem za mal beduin, kar me doleti, preživim, umazat svoj obraz, ne pustim. Kdo ostaja moj zaklad? Kdo ostaja moj brat? Samo lagano počas ubijam kralje, ki sem jaz. Najgori, 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 na vse gori. Čefuri, sobuni, čefuri, sobuni. Te, ki so z nami v krogu, dobro se starajo. Papki pred nami niso, lahko pa za nami karajo. Ne marajo, kad Inzo in Mih čez biti šamarejo. Prišli razfukat popreče, za tret vsega lajajo. Bolnikom je krivo, da bosanca osvajajo. Njihove mamice se v krilu, k na jahti majajo. Ne, nismo v filmu, smo pa na višjem nivoju. Preko Kolpe nagnat, to smrdi mi po gnoju. Ne se dole sliš, še gorim, hvaležen sem za mal beduin, kar me doleti, preživim, umazat svoj obraz, ne pustim. Kdo ostaja moj zaklad? Kdo ostaja moj brat? Samo lagano počas ubijam kralje, ki sem jaz. Najgori, 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 na vse gori. Čefuri, Zlatko je bil to z novo skladbo Najgorim, ki naslavlja stereotipe o bosancih in čefurjih. O tem še to, da bo v soboto 14. septembra v Ljubljanskih Križankah z mnogimi gosti predstavijo svoj bogat repertoar, ki sega nazaj do leta 2007. Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radio Aktivno ter podcastu. Še vas vabim, da mi prisluhnete tudi prihodnji teden, ko bo oddaja Radio Aktivno Auto. Looking out my window, what do I see? Everybody having fun, everybody except me. Za današnji zaključek še Vera Bastard, ki izdaja nov album Paleta. Tam bo tudi skladba Fuksija. Da včasih se ne maram, od fotra sem pobral to, da sem ekstremno tekmovalen. Samo za njega hotel biti, sem bog športa, prve petorka, ne moreš me ustaviti, sem du motorka. Nisem v rokavih, pa so asi v rokavih, ni bilo igre s kartami, da nisem zmagal na zabavi. Opa, se to je 8 zame, sem rabi slišal od fotra, da je ponosen name.
Mogoče pa zato ne odneham, tako kamečem, večjem razliko med mojo pa tvojo ekipo, piko za piko. Pripeljte mi nasleden tim, pa stalno se bojim, da drugim se ne vreden zdim. Tipičen moški, na površje ne priplava, ker se skriva v glavah, samo potlačam pa davam pa dober fotor. Veš, kaj je zanimivo, da sprobavam, da bi rekel, rad te imam, sem nikoli uživo. Nisem Lenka Fuchs, ja, sem poslušal cel life. Nisem Lenka Fuchs, ja, sem poslušal cel life. Težko si je priznat, da včasih se ne maram, že odkar sem mali bil, sem bil ekstremno ustvarjalen. V drugem svetu med poukom, po pisu zvezke z rimami, plonko teste plonkiči na limani, na svinčnikih. Eni sanjali družino po službe, jaz edini iz družbe sem sanjal kulči rap featuring. Mati mi grozila, da se treba je učit, predem raten klošer, jaz sem mislil, da sem zgleda bil zabit. Moj foter bivši policist, stari to je tist, da manj tok zavzeto probleme z avtoriteto. Kako šola, jaz sem šolo na igrišču in doma na tako vino, da smo pil ga na stranišču. Foter tokrat je v obisku, da je si ubil in obtožil so me doska, tudi ko nisem kriv bil. Ti si Lenka Fuchs, nisem mogel iz te kletke, kašne to ocene, dvojke, trojke, kje so petke? Nisem Lenka Fuchs, ja, sem poslušal cel life. 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 Če je to zadnja stvar, ki jo kadarkoli rečem, rad vaju imam. Vem, da ste želela, sem dober, to bom bil dober zaradi vaju. Radio Aktivno.